Črnomaljski svetniki soglasno podprli rebalans proračuna. Ni denarja za obnovo Tončkovega doma. Delo prek avtorske pogodbe dražje. Dober večer. Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji soglasno sprejeli rebalans proračuna za letošnje leto, težak 14 milijonov 450 tisoč evrov, kar je skoraj 1 440 000 evrov več, kot je bil prvotni plan proračuna. Višji prihodki in tudi odhodki, ki znašajo skoraj 16 milijonov, so na račun sredstev, ki smo jih že pridobili na razpisih za sanacijo osnovne šole Vinica in osnovne šole Milke Šober Nataša, in pa predvidena so tudi sredstva, ki naj bi jih pridobili še na razpisih za 2 šoli in pa za vrtec Čardak, se pravi za osnovno šolo Dragatuš in pa za vrtec Čardak ter za zdravstveni dom. Za slednje 3 naložbe se bodo šele prijavili na razpise, vendar jih morajo predvideti v proračunu, saj je to predpogoj, da bi sploh lahko kandidirali na razpisih, pojasnjuje županja. Svetniki so soglasno potrdili tudi predloge kandidatov za župančičeva priznanja, za športnika, športnico in športni kolektiv minulega leta ter kandidate za plaketo in diplome občine. Zataknilo pa se je pri najvišjem občinskem priznanju častni občan občine. Prispela sta 2 predloga za Teresijo Draginc in Jožeta Strmca. Ker pa je bil rezultat glasovanja žirije neodločen, je ta odločitev o tem, kdo bo prejel naziv častni občan, prepustila občinskemu svetu. Opozicijski svetniki so predlagali, da naziv letos ne podelijo, vendar so jih koalicijski svetniki preglasovali in s 13 glasovi proti 8 odločili, da za častnega občana razglasijo Jožeta Strmca. Moje osebno mnenje je, da bi komisija oziroma žirija za podeljevanje častnega občana morala dati predlog. Predlagala je, da je to na občinskem svetu in glasovanje je vedno glasovanje in običajno preglasovanje ali pa soglasno, in tokrat je bilo to tako. Svetnik Janez Vajs iz vrst koalicije je sicer ob koncu seje podal pobudo, da spremenijo poslovnik. In sicer tako, da bi predlog za najvišje občinsko priznanje častni občan morala podpreti absolutna večina vseh svetnikov. O priznanjih so odločali tudi metliški občinski svetniki in soglasno podprli predloge za dobitnike Ganglovih priznanj. Kar nekaj časa pa so namenili razpravi o ponudbi Ministrstva za kulturo, da neodplačno prenese grad Gradac v last občine, ki so ji ga, tako kot druge slovenske gradove, vzeli pred 10 leti. Dokončne odločitve svetniki niso sprejeli, se želijo več podatkov. Na ministrstvu bomo zaprosili za osnutek pogodbe o prenosu in da si lahko dejansko natočimo čistega vina, kaj ta prenos pomeni oziroma kako lahko mi z gradom potem gospodarimo vnaprej. Država je poskušala grad prodati za 1 300 000 evrov. Ker ji to ni uspelo, je znižala prodajno ceno na 335 000, vendar kupca še vedno ni, grad pa kaže vedno bolj žalostno podobo. Minister za kulturo vidi edino rešitev. Bodi si prenesti nepremičnino v last občinem, ki se seveda boji takšnega zalogaja, bodi si grad prodati, kot veste, je v programu prodaje. Zaenkrat tam neke rešitve nimamo. En od osnovnih pogojev, da se sploh začnemo pogovarjati, bo ta, da država vse tiste obveznosti, ki so nastale v času njenega lastništva gradu, izpolni. Prva je priključitev gradu, v katerem še živi nekaj družin, na kanalizacijsko omrežje, druga pa zasaditev grajskega parka, katerega velik del so pred nekaj leti posekali, dodaja župan. Krajani Gradca, ki so navezani na njihov grad, pa si želijo, da bi občina čim prej sprejela ponudbo ministrstva. Mi smo pobudo sprejeli odprtih rok, ker že leta opažamo, da odkar je dejansko v državni lasti, da je še slabše kot prej. Najpomembnejše je zaustaviti njegovo propadanje, so enotni tako krajani kot občinski svetniki. Vendar, če ga sprejmejo, bo treba gradu dati tudi vsebino. Kakšno, pa še ne vedo.
Nekoč ponos sevniških planincev Tončkov dom na Lisci društvu predstavlja le še breme. Nimajo denarja za njegovo obnovo, zato bi ga najraje skupaj z zemljišči predali v last občini, je predsednik planinskega društva razložil na sevniški seji občinskega sveta. Društvo nima ne sredstev, ne kadra, da bi samo uresničilo načrt turistično-rekreacijskega razvoja Lisce, zato bi zemljišča v svoji lasti želeli brezplačno prenesti na občino Sevnica. S tem bi na teh površinah ohranili javni interes. Žal je naše društvo kot prostovoljna organizacija ima premalo možnosti, premalo vzvodov, da bi odgovorno in celovito te dejavnosti peljali naprej. Seveda kot partnerji bomo vedno sodelovali, želimo pa si, da upravljanje tega območja prevzame neka odgovorna javna institucija. Občina bi se za urejanje Lisce lahko potegovala za evropska sredstva, česar društvo ne more, pravi Petančič. Predmet prenosa, bom rekel, in tudi želja našega društva, soglasno sprejeta tudi na zadnjih sestankih in pa že pred vrsto leti je ta, da se tudi Tončkov dom kot nek gospodarski objekt, bi rekel, prenese na neko odgovorno institucijo ali občino ali katerokoli drugo. Jaz kot svetnik in krajan Razborja to se skozi že se prizadevam za tako, da bi se enkrat Tončkov dom našel v neki lasti, ki bi bila možna tudi, da se nadgradi in obnovi, ker vsi smo ponosni na Tončkov dom. Vendar občina nima namena prevzeti vloge gostinca in gospodarja tega objekta, zato so svetniki soglašali le s prenosom zemljišč. Za Tončkov dom bodo morali planinci iskati drugo rešitev. Občini Semič je na razpisu uspelo pridobiti evropska sredstva za izvedbo celovite ureditve lokalne ceste od odcepa za kulturni center v Semiču do odcepa za Spodnje Gorence. Gre za skoraj 1300 metrov ceste, ki bodo 1. septembra letos celovito urejena. Vključno s pločniki, javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo. V samem trškem delu do doma paraplegikov bodo obnovili pločnike z vsemi kabli vred na obeh straneh ceste. Naprej do odcepa Gorenci pa bodo pločnik uredili le po desni strani ceste. Izvedeni bodo tudi številni oporni zidovi, saj je cesta v nekaterih delih zelo ozka in se samo na ta način lahko razširi. Na celotni dolžini ceste bodo uredili tudi meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo. Naložba je bila ocenjena na več kot 1 300 000 evrov. Danes pa so podpisali pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, CGP-jem Novo mesto, ki se je obvezal, da bo dela opravil za 837 000 evrov. V tem segmentu smo pa konkurenčni in smo lahko dali takšno ponudbo zaradi dejstva, da imamo veliko surovin v naši lasti, torej kamnolomi, gramoznice, betonarne, asfaltarne, ki prinašajo neko konkurenčno prednost pred drugimi igralci na tem trgu. Z deli, ki bodo sicer ovirala promet na tem delu ceste, bodo začeli takoj, ko bo to dopuščalo vreme, pravi Gosenca. V nekaterih primerih bo popolne zapore, trudili se bomo, da bo teh zapor čim manj. Celotno naložbo, ki bo zagotovila večjo varnost na tem delu ceste, 80% sofinancirata Evropska unija in država. V Semiču pa se lahko pohvalijo, da je to že 15. projekt v njihovi občini, ki ga sofinancira Evropska unija. Januarskega srečanja članic in članov Združenja Menedžer se vsako leto udeleži več kot 350 menedžerk in menedžerjev. Na njem med drugim predstavijo smernice vlade, ki bo ta zasledovala v tekočem letu, podelijo priznanja mladi menedžer in razglasijo štipendiste sklada za štipendiranje Združenja Menedžer. Tokrat pa so obeležili tudi 25 let združenja. Predsednika Združenja Menedžer Dejana Turka, ki se odpravlja novim izzivom naproti v Srbijo, veseli, da so začeli mlado generacijo učiti profesionalnega in etičnega menedžmenta. In da imamo cel kup mladih, ki danes dobro vodijo podjetja, ki so uspešna. Danes smo 3 mlade tukaj posebej izpostavili, enega nagradili za mladim menedžerjem leta. To je Lovro Peterlin, direktor razvoja novih storitev v Studiu Moderna. Glejte, Slovenija je zahtevno tržišče, kar je v bistvu že dosti na koncu tega poslovnega cikla. Ampak vseeno, z pravimi idejami, z pravim pristopom, z res velikim trudom celotne ekipe se da uspeti.
Odprtost za nove ideje je ključna za preboj, je v nagovoru poudarila predsednica vlade Alenka Bratušek, ki se je dotaknila ukrepov vlade in usmeritev k trajni in stabilni rasti gospodarstva ter izboljšanju kakovosti storitev javnega sektorja in pogojev konkurenčnosti. Jaz predvsem razmišljam o tem, kako naj sam sebe izboljšujem in mislim, da na ta način bom najlažje tudi prispeval k izboljšanju Slovenije, izboljšanju sveta. Jaz razpolagam celo s podatki, da je 1/3 slovenskih podjetij zelo uspešna. Vsa uspešna slovenska podjetja, bom rekla, razmišljajo sicer lokalno, delujejo pa globalno. In ta podjetja nimajo ene slabe prakse, kar se tiče etičnosti. Na januarskem srečanju so sicer Sebastjanu Piskarju in Tonetu Krašovcu podelili častno priznanje Združenja Menedžer, 3 podiplomskim tujim študentom menedžmenta pa štipendije. Delo prek avtorske pogodbe je postalo dražje. Prejemniki dohodkov na podlagi takšnega pravnega razmerja so namreč z novim letom vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dodatno pa so pogodbe obdavčene tudi s prispevki za zdravstveno zavarovanje. Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačajo avtorji 15,5% od bruto dohodka, delodajalci pa 8,85%. Plačujejo te prispevke po novem tisti avtorji, ki prejemajo plačilo za delo na podlagi avtorskih pogodb in sicer niso polno obvezno pokojninsko zavarovani iz drugega naslova in če niso upokojenci. Vsi, ki delajo prek avtorske pogodbe, tudi na primer upokojenci, pa po novem plačajo 6,36% od bruto dohodka za zdravstveno zavarovanje, delodajalci pa za poškodbe pri delu 0,53%. Nove prispevke morajo obračunati in plačati delodajalci, razen kadar pa bi avtor tak dohodek prejel po avtorski pogodbi, ki bi jo imel sklenjeno z izplačevalcem, ki ni plačnik davka, na primer od izplačevalca iz tujine. V tem primeru pa mora prejemnik dohodka sam napovedati te dohodke. Zavarovancu se bodo prejemki iz tovrstnih pravnih razmerij vštevali v pokojninsko osnovo. Tako bo pridobil mesec dni zavarovanja, ko bo dosegel določen znesek. Za znesek v letu 2014 je ta znesek minimalne plače. V kasnejšem obdobju, v letu 2018, bo pa to znesek 60% povprečne mesečne plače iz leta, v katero se opravi izračun. V enem letu bo mogoče pridobiti največ 12 mesecev zavarovanja. Kako se bodo te novosti poznale v praksi, smo preverili na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje. Tam sklenejo na leto po 130 tovrstnih pogodb in več, za zdaj pa so dodatne obremenitve prevzeli nase. Recimo, če vzamemo neto znesek 11 evrov približno, je v preteklosti bruto bil 15 evrov, je bil strošek delodajalca 15 evrov, zdaj pa v res bi rekla, ekstremnem primeru, bo to 21 evrov. Čeprav se Pavličeva sicer strinja s takšnim ukrepom zakonodajalca, pa se sprašuje, ali bo prinesel pričakovane učinke. V nekaterih delih Slovenije so se danes zbudili v ledenem objemu. Težave sta povzročala dež in žled, a tokrat jo je jugovzhodna Slovenija dobro odnesla. Poročali pa smo že, da so na smučišču Bela včeraj zabeležili prvi smučarski dan v tej zimi, zato so zamisli povezane z letno sezono smiselne. Načrtujejo pa tudi izboljšave na smučišču. Ta naložba je vredna 80 000 evrov. Prijavili so se na razpis Fundacije za šport za ureditev terenov na smučišču. Izid pa naj bi bil znan v teh dneh. Če smo, potem bomo začeli z izravnavo terenov, kajti tereni so precej neravni, tudi ogromno je kamnitih samic, ki pa tudi na teh mestih se potem izredno hitro topi sneg. Prav tako bi posodobili sistem zasneževanja, neprestano pa je treba obnavljati vlečne naprave. Mi vsekakor računamo, če bomo uspešni, da bo ta investicija končana do konca avgusta, tako da potem lahko nadaljujemo še z ostalimi vzdrževalnimi deli in do prihodnje sezone mora biti vse urejeno. Naprave na smučišču so zagnali včeraj, prvič v tej zimi, da pa bi pokrili vse stroške, bi morali obratovati vsaj 30 dni, še več, če štejejo vložek v zasneževanje. Ali bodo lahko, bo povedala narava. Tudi zato, ker so zime v zadnjih letih precej mile, so smiselni načrti povezani z letno sezono v smeri pohodništva in gorskega kolesarstva. Vsekakor pa gre v to turistično dejavnost, letno pohodništvo, rekreativni in pa kakšni dodatni športi, ki bi se dali tega organizirati. Od mogoče kakšne konjeništva ali kaj podobnega.
Za zdaj so to ideje, ali in kdaj jih bodo uresničili, pa še ni povsem jasno. Glede na to, da je pred nami konec tedna, vam želimo, da bi tudi vi uresničili kakšno od želja, ki ste si jih zadali. Prijeten večer in nasvidenje.